Gledate Tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi levi, sredinski, zebre, kameleoni in vsi tisti, ki na takšne in podobne nalepke enostavno ne pristajate. Ker pa je to zadnji teden v letu, smo pripravili nekoliko drugačno epizodo. Namesto tedenskega pregleda, teden se v glavnem zaznamovali božično-novoletni prazniki, tokrat gremo na safari po dogodkih v letu 2024. In ker jih je bilo toliko, smo jih razdelili v kar 2 epizodi, da pa tokrat ne komentirava sama. Se nam je v studiu pridružil tudi voditelj TV oddaje Faktor na TV3 in človek ostrega jezika in pisanih primerjav, Aljuš Pertinač, pozdravljen. Zdravo, hvala za vabilo. Skratka, za nami je izjemno pestro leto, na volišča se je v letu 2024 podalo največ ljudi v zgodovini. Slovenija je na kolesarstvu osvojila vse, kar se v kolesarstvu osvojiti da, in se prvič prebila tudi med izločilne boje nogometnega prvenstva. V Belo hišo se seli Donald Trump, praznujemo 20. obletnico vstopa v Evropsko unijo in NATO. Nekdanji predsednik Borut Pahor pa je letos napovedal, da je začetek konca tranzicije. Na politični sceni pa vendarle vlada vse večji kaos, ampak preden gremo v podrobnejši pregled, morda izziv za vse nas 3. Kateri dogodek je najbolj zaznamoval leto, tako svetovno, slovensko kot vaju osebno? Pa da vam dam sekundo za premisliti, bom jaz začel. Jaz mislim, da na svetovni ravni bi izpostavil 2 dogodka: izvolitev Donalda Trumpa, ki bo, mislim, da v marsičem na dobršen del sveta imela vpliv, in drug morda ta Izraelov napad na Hezbolah s temi walkie-talkie in eksplodirajočimi pagerji, ki je, se mi zdi, obrnil nek nov list v načinu vojskovanja. No, v Sloveniji bi pa mogoče združil vse skupaj v nek ta popoln razkroj institucij, ki ga pospešeno izvaja po eni strani vlada, na drugi strani pa svoj lonček prispeva tudi opozicija. Tako, zdaj, mene osebno pa bi rekel, da je zaznamoval začetek tega podcasta, ker smo ga septembra začela, tako da se mi zdi, ker en tak korak, pa recimo, da rečem tudi, da sem šel direktno, končno, povsem na svoje. Izvoli. Ja, hvala. Kar težko vprašanje za začetek, ampak jaz bi rekel tako... Zato te imamo, Aljuš. Malo boleham za ta recency biasom mogoče, ampak bi rekel, da na svetovni ravni to, kar se je zgodilo v Siriji, če pogledamo, da se od leta 2011 se je nekako poskušali zrušiti ta režim, Bašarja al-Asada, pa to ni bilo možno, po praktično parih dnevih zdaj, ko nihče ni pričakoval, nihče ni napovedoval, konc tega leta se to zgodilo. To se mi zdi, da je en tak svetovni dogodek, ki se je meni zdel fascinanten, ker se mi zdi, da je to neka potrditev dokončna, da smo zdaj dejansko v nekem multipolarnem svetu, in da se tu neke ad hoc koalicije sklepajo. Zdaj če pogledamo to koalicijo, ki je zrušila Asada, verjetno imajo glavno vlogo Turki, potem odličen drugi Izrael, ZDA so šele tretje. Zdaj, če bi to rekel par let nazaj, bi bil ta vrstni red zelo čuden, če ne skoraj nemogoč. Pa morda Izrael, tukaj je celo vprašanje, če je načrtno bil zraven, je to slučajno, bom rekel, bolj ta stranski efekt. Recimo. Ja, jaz mislim, da mora biti zaradi tega, ker Izrael objektivno največ pridobi, na kratek rok. Zdaj ta kopenski most med Iranom pa Hezbolahom oziroma Libanonom je prekinjen. Izrael hkrati si je povečal ozemlje, zdaj nekateri dvomijo v to, ampak jaz ne verjamem, da bi oni poslali vojsko za uničevati, recimo, bi rekel, orožje, in infrastrukturo v Siriji ne rabijo iti peš tja, to so dokazali, da lahko iz zraka dosti učinkovito naredijo. Skratka, jaz mislim, da bojo ostali tam, kjer so, bolj ali manj, tako kot tudi Turki že prej so bili na severu Sirije, tudi ne šli več domov, skratka, mislim, da je tudi do nekega dogovora prišlo, da ZDA so pa dejansko nekako zadnje zvedeli, če bi to prevedli zdaj v
Jugo-Esperanto, ki ga naša komisarka rada uporablja ali pa propagira, oni so te ključe saznali, da se to dogaja in to se mi zdi, da je neka sprememba in zanimivo bo pozvati, zdaj, ko pride Trump, ali se bo to vrnilo v stare tirnice, se pravi, da ne bo Trump zadnjič zvedel, kaj se dogaja, ampak bo mogoče tisto, ki bo povedal, kaj se bo zgodilo, ker zdaj pod Bidenom se mi zdi, da je bilo malo tako. Zdaj, jaz, če se navežem, mogoče v mednarodnem delu bi tako nasplošno rekel, da meni je fascinantno to, kako smo se še kakšno leto nazaj v glavnem pogovarjali o tem, kakšna je kje stopnja gospodarske rasti ali pa inflacije, in kako krhko in hitro zdrsnemo v razmere, ko se v bistvu pogovarjamo celo o tem, ali smo na pragu nekega globalnega konflikta tipa 3. svetovne vojne ali ne. Pa grem potem še na domače prizorišče, bi se pa navezal na te. Če pogledamo odnose med glavnimi silnicami, predsednica republike, predsednik vlade, odnosi znotraj polov v parlamentu, pa potem še odnos glavnih silnic v politiki do pravosodja, imam občutek, da vse, o čemer smo se dogovorili tam v 90-ih, ne velja več. Tako da mogoče, Aljuš, kaj ti vidiš pa doma kot neko prelomnico? Ja, se bi kar nadaljeval tu, ko si ti končal. Se pravi, jaz bi rekel tako, da to je zdaj osnovno načelo delitve oblasti, ki je tako, bi rekel, da rečeš, da semafor ima 3 luči, se pravi, to že veš v štartu, ne velja več pri nas, zato ker in zakonodajna in tudi če dalj bolj pravosodna veja oblasti sta v funkciji pač v bistvu sam še legitimacije izvršilne veje oblasti pa pokrivanja pač nečednosti ali pa če hočeš svinarij, ki jih ta izvršilna veja počne. In to se mi zdi, da je nekaj, kar mogoče ni bilo do te mere za pričakovati. To, kar počne predsednica državnega zbora, se verjetno bomo kasneje lahko še o tem kaj več govorili, pa tudi v končni fazi, pač kar se zdaj na pravosodju dogaja, pustimo ustavno sodišče, ki je itak zgodba zase, ampak pravosodje kot tako, na sodiščih, jaz mislim, da kaže v to smer. Ampak spet po tem virusu recency biasa, je za mene leto najbolj obeležil ta eden zadnjih dogodkov, tu pa je prihod pač prve konkubine skočijo z darili, ki je na obdarovanje otrok. Jaz mislim, da to pa je en tak dogodek, ki bi težko mu najdel primerjavo, tako po simbolnem pomenu, kot tudi po vsebini, ker da ti toliko v bistvu zgrešeno razumeš in svojo vlogo in trenutne razmere in kaj bi naj bil namen tega obdarovanja, in v bistvu ti narediš iz sebe glavno stvar tega dogodka, ker jasno je, da vse otroci so tam, pa so dobili darila, kar je seveda hvalevredno, ampak so v bistvu stranski igralci v tem šovu. Pa prihod Roberta tudi skoraj skočijo na Blejski grad na tisti intervju. Zdaj, če gremo tudi še na osebno, bi jaz tudi rekel, najin projekt, podcast, pa moj prehod v 4. desetletje, čist na sveže. Okay. Mogoče še, Aljuš. Ja, to si še mlad, jaz ne moram reči, da si 4. desetletje v letošnjem letu zakorako, ampak osebno bi rekel to, da pač nekako me je najbolj zaznamovalo leto to, da je sicer osebno, ampak je povezano tudi s poslom. Namreč, kot vemo, so pač na Planet TV se je zgodil pač tisti primer cenzure, kjer je Bojan Požar nehal voditi pač Uro moči, sicer zdaj ta oddaja poteka pač z drugim voditeljem naprej, pa malo drugačno, ampak bi rekel to, da nekako sem dobil občutek, da saj kar se televizijskih tovrstnih oddaj tiče, nekako sam ostal, tako da zdaj mi te pač pop dizajn in taki komadi se mi vrtijo po glavi, sam bom ostal, na božično noč, da še malo navežem, malo na hec obrnem. Skratka, to se mi zdi tako, da prej bi pričakoval obratno, se pravi, da se bo to razvilo, da bo tega čim več, ampak hvala Bogu imamo pa vas, ko pa pač na spletu dokazujete. Zdaj tisti komad se nadaljuje, ni mrtev, komad se nadaljuje, dvignimo čaše, ampak v glavnem se dviguje prah, Bomo, Zdaj, na tej točki lahko gledalcem damo izziv, da še oni v komentarje napišejo, kaj se je po njihovem mnenju nekako tisto najbolj zaznamovalo leto, ki se izteka tako ali drugače, lahko na vseh 3 področjih ali pa samo na kakšnem. Mi pa gremo zdaj malo bolj sistematično noter, če se lotimo morda najprej, bom rekel,
če smo domači, slovenska vlada, nekako 3 koronske afere, se mi zdi, da so bile v letošnjem letu, pa dajmo začeti recimo s to, ki je nekako spet najbolj zadnja, recency bias, ne, spet. Torej, afera policija. Že 2 leti vemo, da je premier Robert Golob skušal posegati v kadrovanje v policiji, letos je bil zato tudi ovaden in zaslišan pred KPK. Povrhu vsega so na plan prišle tudi nepravilnosti na Centru za varovanje in zaščito, za katere spet je Robert Golob, kot pravi, vedel že ob začetku mandata, zato je svoje varnostnike izuzel iz tega centra, no, potem pa naročil Tatjani Bobnar naj to uredi, ki pa bojda tega ni želela narediti, in potem tudi zadnji 2 leti njena naslednika, oziroma Boštjan Poklukar in vodja policije Senad Jušić tega nista premaknila z mrtve točke, dokler ni eskaliralo v javnosti, pri čemer pa, kar je morda vrhunec te afere, je pa to, da se je izkazalo, da je bil Senad Jušić na to mesto imenovan nezakonito, in Boštjan Poklukar mu seveda krije hrbet, pravi, da ga upravno sodišče ni razrešilo, torej ni nobenega problema, medtem se dogajajo mafijske likvidacije, Romi pretepajo policiste, povečuje se migrantski tok. Vsi pristojni pa selo in v en glas zagotavljajo, da je Slovenija še vedno varna država, pa morda dajmo pri tem zaključku najprej, kako vidite to, je Slovenija še vedno varna država, oziroma kako gledate na to dogajanje v policiji? Ja, zdaj, Slovenija je varna država, ker vemo zato, ker je notranji minister povedal, da je varna država. Samo zato, ja. Zdaj, boljš bi bilo, če bi živeli v državi, kjer ne bi rabili ministra za notranje zadeve, da nam pove, da smo varni, ampak ta ideal tega žal še nismo dosegli. Stanje v policiji se mi zdi najbolj ilustrira to, kar so zdaj obrob tega mafijskega umora in teh aretacij, teh osumljenih povedali, ko so rekli, v Ljubljani imamo opravka z organiziranim kriminalom. Zdaj, ne vem, če je to novica, jaz mislim, da že ves čas imajo opravka v Ljubljani z organiziranim kriminalom, ampak organizirani kriminal bi pa lahko v svoj bran rekel, da ima opravka z neorganizirano policijo. To nekako se mi zdi, da je glavna stična točka teh zgodb. Zdaj, pri predsedniku vlade Golobu je pa tako. Zdaj, 2 leti smo živeli v iluziji, da on vidi policijo kot enega temeljnih gradnikov svoje oblasti in da hoče imeti tam neposredno kontrolo in da vse po njegovem. Zdaj smo pa zvedeli po 2 letih, da v bistvu mu tega ni nič uspel. Da pač on v bistvu nima nobene kontrole nad policijo, da sploh ne ve, kaj se tam dogaja, lahko samo opozarja in kaže s prstom. To se mi zdi, da je nek tak zelo velik kopernikanski obrat. Kdo pa ima pol vpliv nad policijo, če ne Golob predvsem? Ja, zdaj bi rekel tako, minister očitno Poklukar je bil nastavljen zato, da se ne bi vmešaval. Zdaj, pri Bobnarju bi bil očitek, da ni naredila tisto, kar so hoteli od nje. Očitno so potem spremenili pristop in so nastavili človeka, ki se ne bo vmešaval. Prav minister za inercijo. Ja, jaz mislim, da on, tista njegova fotografija, čas je za vročo čokolado. Pove vse. Ja, dejansko človek je toliko bogi, ki sploh ne ve, kaj se mu tam dogaja. Včeraj trdi, da je vse v redu, danes, da je potrebna korenita reorganizacija. Tu vidiš, da ne obvlada razmer. V tem kontekstu vroče čokolade mene fascinira recimo nedavna izjava iz vrst Svobode, da imajo toliko dela, ker se pa itak novembra in decembra v slovenski politiki dokazano ne da delati, da se bojo s Poklukarjem pogovorili o razmerah šele po novem letu. Moram pa reči tako, tudi neka iztočnica za vaju, mogoče da me zanima, kakšen bo po novem letu ta razplet, ker koalicija zaenkrat SD pravi, treba je najmanj, kar je treba ponoviti razpis za generalnega direktorja policije, Levica na drugi strani govori tudi o tem, da smo na točki, ko bi lahko Poklukar prevzel politično odgovornost. Zdaj jaz na koncu imam občutek, da mogoče generalni ne bo dočakal 2026, kaj prav ta vidva, medtem ko za Poklukarja nekako pa imam občutek, da je bil že kadrovan po taki liniji, ki omenjaš, po tej inercijski, da bo verjetno kar ostal tam, kjer je. Ja, meni se zdi, recimo, da je Slovenija v tem kontekstu varna država, kljub Poklukarju in Jušiću. Oziroma, zabava me je, pa kako bi rekel, ta demagogija v zadnjem času, ko sta oba razlagala, policija dela strokovno in vse, in ja, verjetno res skoraj 99% policije dela strokovno, izjema je pa vrh, ki je pa kljub vsemu nezakonito imenovan, in se mi zdi, da verjetno oba preživeti ne bosta mogla. Mislim, da bojo poskušali, da je Jušić tukaj manjša
manjša živina, ki je manjša riba, ne, ki jo je lažje žrtvovati. Zdaj, vprašanje pa lahko si recimo koalicijski partnerji privoščijo, da preživi Poklukar, oziroma si lahko Svoboda privošči, da Poklukar. SD vemo, da si ne more privoščiti, ker je na robu stečaja. Ja, neke stvari so se vse naučili, ne? Pač niso se naučili, kako vladati v dobrobit države, ne? To jim še manjka, ampak naučili so se pa, da ni dobro, da ti takoj že prečrtaš človeka oziroma vržeš čez ramo. Ne? To, kar je Golob počel na začetku svojega mandata. Ne? Vsak, ki je šel čez cesto tam, ko ni prehoda za pešce, adijo. Ne? Zdaj je pa formula napiši poročilo, pa pol adijo. Ja, zdaj so pa ugotovili, ne? Zdaj pač oni bi kamot se pač poslovili od tega nesrečnega generalnega direktorja policije, ne? Golob bi imel tu še osebni motiv, ker bi se lahko maščeval v policiji, ki ga je ovadila kazensko, ne? Pa mu noben ne bi mogel očitati, da je to zdaj neka osebno maščevanje, bi lahko rekel, da je to zdaj neko pač državotvorno ravnanje. Ampak so ugotovili, da če bi se njega hitro znebili, da bi pol te glasovi potem, da mora tudi minister bili še toliko močnejši. Ne? Zato so zdaj začeli pametno zavlačevati, ne? Se pravi, enkrat po novem letu se bomo s Poklukarjem dobili, potem bomo imeli mogoče še kakšno dodatno vprašanje, bomo še kakšno poročilo napisati, ne? Skratka, to se bo vleklo in na koncu bojo ocenili, ali imajo občutek, da pač je javnost že upehana, ne? In mi pa vemo, ne, da politična javnost in tudi v končni fazi politični akterji v Sloveniji so vsi sprinterji, ne? Mali maratoncev, ne? Se hitro upehajo, ne? In zdaj, če bo ocenili, da se je stvar pač vmes upehala, bo on mirno ostal. Zdaj, če smo cinični, bi lahko rekli, da če se bo po tvoji formuli stvar toliko časa medila, bo vmes Jušić že imel pogoje za prevzem funkcije. To je, mislim, da nekdo že rekel, no, da, ne vem, če ni glih Lucija Ušaj, no, dolgoletna odvetnica, ne, da zdaj, če bo ponovljen razpis, se bo on lahko prijavil, ker je vmes bil že direktor policije, bo imel zahteve. Zato je ta fascinantnost, ne, ampak hočem reči, par let nazaj ali pa 10 let nazaj v slovenski politiki ni šans, da bi tak direktor policije ostal in da bi potem ostal še minister. Ne. Zgolj po tej oddaji, recimo Tarča nacionalne televizije, ne. Tiste ta male stvari, ki so bile tam, ki jih vsak človek razume, ne. Se pravi, koliko damo za bivanje varnostnikov, kdo se vozi z avtom v delegaciji, te stvari bi že pač pomenile, da morajo glave pasti. Zdaj pa enostavno to več ni važno, ker važne so kočije, darila za otroke. Zdaj ena taka lepa, zelo simptomatična zadeva, ki tudi skozi dobiva nove metamorfoze, je pa afera Litijska. Ne? Če se vrnemo na začetek leta, najprej je v bistvu zaznamovala ta afera, ki ne potihne vse do konca leta, še vedno imamo opravka s popotresnimi sunki. Ne? Lani za Silvestrovo se je že začelo, ko je Ministrstvo za finance prerazporedilo proračunsko rezervo, zdaj vemo, da je bilo to nezakonito. Ne? Ministrstvo za pravosodje je potem kupilo stavbo, domnevno za namene vzpostavitve sodne palače. Vemo tudi zdaj, da so tam alge in da daleč od tega, da bi stvar zaživela. Potem se pojavi kup nepravilnosti. Od preplačila obupnem stanju te nepremičnine do sistemskih napak na vladi. Največjo krivdo po objektivnih ugotovitvah nosita Boštjančič in Švarc-Pipanova in premier Golob, ne, ki je na vladi to zadevo spravil skozi tik pred novim letom, eno leto nazaj. Afera je potem odnesla celoten vrh SD, ne? To je že prva kontradiktornost. Dominiko Švarc-Pipan, generalnega sekretarja stranke Klemna Žiberta, pa tudi seveda predsednico Tanjo Fajon. SD ima novo vodstvo, minister Boštjančič pa javka še nedavno, ne? Da ga vsi proračunski uporabniki, s katerimi je v pogajanjih, gnjavijo čez. Imel si teh 7-8 milijonov, ne? Zdaj pa nam jemlje 400-500 tisoč evrov. Nedavno pa še opomin pred odpovedjo za revizorko na pravosodnem ministrstvu, ki je v reviziji okrivila finančno ministrstvo, kaj je v bistvu enako, kot je storilo tudi računsko sodišče. Zdaj, mislite, da je to že konc te afere ali bomo videli še neko novo presenetljivo poglavje tega? Pa to je nek perpetuum mobile. Ne? Vmes je prišlo v javnost tudi, da minister Boštjančič že druge stavbe na podoben način zdaj kupuje. Ne? Ja. Tako da mogoče bomo na koncu ugotovili, da še on, bivšo ministrico za pravosodje, zavedel, da je očitno njegov pač neko žilco ima za te nepremičnine. Ne? Nasploh vidim, da v našem glavnem mestu so nepremičnine nekaj, kjer se te glavni biznis. Pa tudi iz pravih podjetij je prišel, da tam okrog 31. decembra delaš transakcije. Ne? Ja. To je to, ne? To je to. Zdaj čakam, da bojo še zaposlovali, tako kot so v času UKC Ljubljana, tisti nesrečen hišnik, ki je dobil pogodbo za določen čas, pa so ga pozabili obvestiti, da je potekla, pa dobil čez en dan pogodbo za nedoločen čas. Ne, ta afera Litijska je nekako pač podoba te vlade, ne, se pravi, mi sprejmemo odločitev,
pol pa za nazaj pogledamo, je ta odločitev pametna, racionalna, kaj s tem dobimo in kdo tu pač profitira. Ne. Bi rekel, iz tega kriminalnega ali pa tega vidika me pa spominja v bistvu na sojenje v zadevi Trenta, ne. Ker v obeh primerih mi zdaj pač tam kupca napadamo, da je predrago kupil, tu pa pač prodajalca napadamo, da je predrag prodal, ne. In da je nekako zavedel jih, ki jim je obljubljal ne vem kakšne gradove v obrakih, ne, se je pa na koncu izkazalo, da pač tega ni, ne. Se pravi, ta neka osnovna logika, ne, da pač jasno, če ti nekaj prodajaš, boš hotel čim dražje prodati, ne, ali pa če ti nekaj kupuješ, pač plačaš za to, kolikor se tebi zdi vredno, ne. To v Sloveniji ne velja več in to je kar problem. In v obeh primerih je ista cenilka ocenjevala vrednost obeh nepremičnin. Ne. To je en tak politični dokaz, da ni vse v denarju, da je nekaj še v nepremičninah. Ne, pa se v vseh primerih imaš 7 cenilcev, pa 7 različnih ocen, ne. Se to ravno govori o tem, kar sem rekel, ne. Skratka, tu zdaj 2 človeka, mi 2, veš, če se meni pač nek avto dopade, pa se tebi ne dopade, mi nikoli ne bomo pripravljeni plačati isto ceno za ta avto, ne. Mi bi pa zdaj rad nek absolutni standard zdaj tu postavili, ne, pri takih velikih nepremičninah, pa veš, mi zelo lahko gibamo, ne, a je ta stiska pravosodja bila res tako velika, a se je njim res tako mudil, a je to bila edina stavba. Mislim, toliko se jim je mudil, ne, da je še tak stavba praktično za podred pa na nos zgraditi skorda. Sej, ampak tudi prej, ko so imeli še program pod prejšnjo, zdajšnjo spet ministrico, da bojo novo gradili, tisto je tudi bilo drago, pa je dolgo časa trajalo. A veš, se pravi, pridemo mi se to ugotovili, ne, Eno zanimivo opažanje se mi zdi povezano s pravosodnim ministrstvom, kako je to sicer uradno v kvoti stranke SD, ne? Ampak zdi se mi tudi s Katičevo, da v bistvu nadaljuje pa tam kadrovanje Svoboda, ne? Ker mislim, da je bila Meira Hot v igri kot neki zbor centrale SD-ja, pa ni prišla zraven. Kaj vidva mislite, a bo na koncu vse to, kar v bistvu Svoboda servira SD-ju v zaključku mandata, vseeno dobila nazaj v obraz ali ne? Ja, to je paradoks, ne? Ker ko je bila kandidatka Andreja Katič za ministrico, je Golob ni hotel. Je dal Dominiko Švarc-Pipan, ne. Zdaj, ko so pohvatili eno drugo, je dal Andreja Katič, ne. Vprašanje, kaj bo, ampak ja, imaš kar prav, se mi zdi, da tam zadeve še zdaj niso urejene, ker ta upor zaposlenih, ne, bojda, ki so napisali, da niso šli na novoletno zabavo kot neko obliko tihega upora in da bo zdaj nadaljevali z aktivnim uporom. Treba pogledati, kdo je tja vmes prišel, ne. In za generalnega sekretarja je prišel gospod Žarko Bogunović, ne. Jaz njega dolgo leta poznam, ker je že dolgo leta pač po teh funkcijah znotraj državne uprave. Jaz vem, tam, ko on pride, tam so odnosi slabi, ne. In zdaj očitno so pač slabi tudi na pravosodju, ne. Zdaj, ampak očitno on pride s tem namenom, ne. Se pravi, ni prišel tja pač urediti razmere znotraj hiše, ampak prišel z nekimi drugimi nameni. In kasneje bomo videli pač, kaj te nameni so. Imamo to asimetrijo, opažam, da Poklukar že čaka z vročo čokolado na novoletno zabavo, na pravosodju odpade zadeva, ne. Ja, ne, mi je tle zanimivo, ne, pravzaprav, kako se je afera, ki so jo skuhali skupaj, ne, Dominika Švarc-Pipan, Klemen Boštjančič in Robert Golob, ne, pri čemer je Dominika Švarc-Pipan sicer res, da bila iz kvote SD, ampak potem se je celo omenjalo, da bi lahko recimo bila nosilka liste Svobode za evropske volitve, potem ko so jo recimo v SD-ju razrešili, ko se je oklepala funkcije namesto, pač ko so jo že pozivali k odstopu, ne. In po drugi strani je zadeva najbolj zamajala SD, ne, zdaj ti kot, bom rekel, nekdanji insider iz SD-ja, ne, me tle zanima tvoj pogled na to, kako gledaš na to situacijo. Pravzaprav je odletel Klemen Žibert, ne, generalni sekretar stranke, potem je odstopila Tanja Fajon kot predsednica stranke in tudi sama stranka sicer se je močno zamajala zaradi te afere. Potem so imeli kongres, ne, ki je pa spet tudi pripeljal eno zanimivo situacijo, ne, ko smo imeli pravzaprav dobesedno na milimetre, ne, štiri kandidate v drugem krogu, Milan Brglez in Matjaž Han za 10 glasov, ne, po domače rečeno za mišjo dlako, ne, mislim, da nekih 400 delegatov približno bilo, ne, tam nekje, torej za 10 glasov prehitev Milana Brgleza, na koncu potem dobil Jerneja Štromajerja za vodjo konference, ki je recimo v tem kontekstu drugi oziroma najvišji organ med kongresoma, ne. Kakšna je situacija v SD oziroma kako je SD to nekako požrl, bom rekel, to Svobodino pa še afero. Vila gre stran. Pri čemer je najbolj zanimivo pa to, ne, da bojda je pa to afero skuhala
ne, oziroma je prišla na dan, ko je Vesna Vuković znorela, da je napačen človek. Ne, Ja, jaz mislim, da je to izvor vsega. Ne. Se pravi, pač dejansko jaz mislim, da je problem nastal, ko je dotična oseba zvedela, kdo je kupec. Ne. Ker tukaj se v večina odločitev, če ne kar vse v tej oblasti se sprejema na podlagi nekih osebnih afinitet ali pa animozitet. Ne. Se pravi, pač jaz tebe ne maram in zato ti zdaj ne boš tega naredil in obratno. Ne. Tebe imam rad, zato boš ti to počel. To se mi zdi, da je nekak leitmotiv. SD-ju pa tako, oni imajo težavo, da oni zmerom tisti hip, ko postavijo nekoga za predsednika, se jim že zdi, da bi en drug bil boljši. Ne? In kar naprej to menjavajo. In pri Tanji Fajon je bilo isto. Ne? Pač njo so pripeljali, češ da bo obrnila pač nek ta trend negativen pač upadanja volilne podpore, to se pol ni zgodilo. Ne? Sicer so prišli v vlado, ampak tudi tam niso bili zadovoljni, ker pač niso šli njihovi kadri skozi premenih za ministra, ampak so šli tisti, ki jih je pač Golob izbral. Ne? Dominika Švarc-Piper, mislim, da je bila tak primer. Ne? Sej. In pri tej aferi Litijska, to, ko so zamerili Dominiki, so zamerili tudi Tanji Fajon, ne? Ker pač so razumeli, da je kukor zaradi nje ona tam, zdaj sta obe mogli iti. Ne? Glavni tajnik je pa sploh bil nesrečna izbira za glavnega tajnika SD-ja, ker to je vendarle stara stranka. Ne? In za stare stranke pač veljajo malo drugačna, pisana pravila, kot za nove stranke. Ne? Zdaj, pri Gibanju Svobode vidimo, ne, sploh ne vemo, kdo je, ker to kar nekaj fluidno poteka, pa malo pride, pa gre, pa to se tu noben ne sekira. Ne? Pri SD-ju pa težko si ti privoščiš, da imaš za glavnega tajnika stranke človeka, ki se ne ve, od česa živi točno. Ne? In ne, zdaj pač v bistvu z nekimi nepremičninami se ukvarja, pa neke lokale je imel čas, pa ne vem kva, pa tisto prodal, pa zdaj neki ta denar vrti, to so njegove lastne besede. Skratka, težko ti si glavni operativc politične stranke, sploh vladajoče, če imaš tak pač si tako eksistenco zagotavlja. Zdaj si ti odprl ta finančni vidik, ki mene tudi bega pri stranki SD. Ne? Vemo, da so v zelo slabi finančni kondiciji. Na vides je prodaja te vile na Levstikovi zelo ena taka elegantna rešitev. Imaš eno zelo veliko vredno nepremičnino, to prodaš in je stvar bolj ali manj rešena v predvolilnem letu. Po drugi strani vidimo, da tudi to ne bo tako enostavno, ne? Ker so neke informacije, da bodo kupci recimo iz kroga Martina Odlazka, kar nas spet pripelje k Vesni Vuković, Tomažu Veselu in tako naprej. Ali vidita recimo nevarnost, ne vemo, kaj se je z LMŠ-jem in SAB-om zgodil, ko je pač Svoboda stopila na prizorišče, da se to zgodi še z SD-jem. To je formalizacija v bistvu neke popolne politične in ekonomske odvisnosti od nekega pač centra kapitala. Ne. Se je že to, da pač Han reče, da on z Odlazkom dolgoletni prijatelj, ne. Se pravi, imamo spet neke interakcije med... Velja pa, da s prijatelji ni za posel. Prijatelji, ja, ne. In zdaj pa, že ko je Tanja Fajon prihajala za ministrico, je bil njen pogoj, da se je zagotovi enake pač mesečne dohodke, kot jih ima v Evroparlamentu. Zdaj vsi vemo, ne, da čeprav so plače pri nas povečali tudi ministrom, to še vse ni približno. Se pravi, ta razlika mora iz nekje prihajati. Ne. Po mojih informacijah prihaja pač iz razlike med najemnino, ki jo plačuje nek najemnik v tem slavnem Schönbrunnu, ne, za eno stanovanje in pač dejansko najemnino, ki se tam plačuje. Ne. To so neke take relacije. Ne. Zdaj so se enemu štuku odpovedali na Nazorjevi v teh novih prostorih stranke, ne. Bivši glavni tajnik ima tam še kar stanovanje. Ne. A veš, skratka, kako pri Boštjančič neke stavbe, tu so spet neke nepremičnine. Ne. Ti skip, ko ti začneš politiko prek nekih takih relacij delati, je jasen, da si zelo na majevih tleh. Ne. In če bojo res formalizirali, zdaj, tako rečem, ta odnos z Odlazkom tudi v tem smislu, ne, da jih on v bistvu pred insolvenčnostjo, bankrotom rešuje, ne, praktično vstopu v lastniški delež, ne, političnih delnic SD-ja. In zdaj na vsaki točki se bo to tako kasneje presojali. Na vsako odločitev, ki jo bo SD sprejela, vsako stališče, ki bo zavzela, bomo presojali z vidika, kaj to pomeni za Martina Odlazka. In če bomo ugotovili, da je to recimo slabo za njega, ne, mislim, da je to dobro za njega, bomo rekli, aha, to je zaradi tega, ker je pač kupil tisto bajto. In ne vem, če si politična stranka lahko privošči, da pride v neko tako razmerje. Zdaj dejansko ali pa namišljeno, čisto vseeno, ker posledice bojo enake. Sploh pa stranka, ne, ki pravzaprav je na levi, se mi zdi edina še obstoječa neka resna stranka z strukturami kot pač nekim resnim strankam. Pritičajo, kolikor je bilo že vse skupaj oslabljeno v zadnjih letih, ampak vendarle, ne, če to primerjamo s Svobodo, ki je neko interesno združenje nastalo pač v nekem tem trenutku, ne, in na drugi strani Levico kot neko aktivistično skupino, je
se mi zdi tukaj to pravzaprav kaj nek konc na levi strani. Oni imaš prav, ne? Oni bi morali biti alternativa Golobu, če že, ne? Ampak zdaj Levica to ne more biti, niti noče biti, ker ve pač, da ne more biti, ne? Njim je to itak vseeno, ampak SD bi pa recimo pač to mogla, ampak se vidi, da ni tega, niti želje, niti tega potenciala, oni pač to ne morejo biti, ne? Ne nazadnje, tudi za predsednika stranke imajo zdaj pač poslovneža, a ne? In zdaj ta posel, ne, cela ta politika anti-Janša se zdaj očitno prek poslov vodi, ne. Sej že Golob, ne, je pač ta energetski biznis, ne, se pravi, ti biznisi so zdaj toliko noter, bi rekel že, ne samo da imajo vpliv, ko imajo zmerom, tudi po celem svetu pač kapital poskuša vplivati na politiko, se to normalno, ne. Ampak pri nas je pa to že zdaj čist zamegljen, ne, in vse je neki biznis. In sploh ni več važna stranka, ne vem, politika, ideologija to, ampak sam biznis. Ali se mi najdemo pri tem biznisu, ali se ne najdemo. In na ta način ti ne moreš, posebej države, kot je Slovenija, ker je premejhna, ti ne moreš na ta način države furati, ne. No in tretji biznis, ne, ki je recimo nekako se vlekel čez celo leto, so pa ti prenosni računalniki, po svoje tudi, lahko rečemo, nekoliko navezani na SD, kolikor je bila Emilija Stojmenova Duh še na zadnjih parlamentarnih volitvah njihova kandidatka, potem so se seveda takoj po volitvah razšli, ona je spoznala, da njihov program ni več blizu in prešla takoj naslednji dan v Svobodo, s katere programom se očitno toliko bolj poistovetila, kupila te računalnike, ki so nas zdaj, mislim, da že stali skoraj tam blizu, že proti 10 milijonov gre, počasi ta številka, ko se kar kopičijo, ne, poleg nakupa, potem še pa software, pa skladiščenje in tako dalje, ampak kljub vsemu in še drugim aferam, ne, od razpisov za neke te sporne projekte o osveščanju, o nenasilju in še ne vem čemu vse, kar je bilo vse sporno na tem ministrstvu, ni odstopila, dokler je niso ujeli z modrimi lučkami na avstrijski avtocesti. Ne. Spet se pojavlja še en vzorc. Kar je policija nastavila med klic, ne, smo zdaj izvedeli, ker pa je isti policaj, ne, ki je bil v teh aferah, je tudi tam rekel, ne, ti kar pel, se pa že pol zmena, ne, se pravi, na koncu je zmerom policija in Bobnarca in Lindov, ne, ki še zmerom tam imata lovke in to obvladujo. Še en vzorc je pa isti, ne, in sicer znova se pojavlja Klemen Boštjančič, ki je tukaj dal žegen tudi za ta posel, ne, in pa še ena zanimivost, ne, potem, ko je zadeva prišla ven, celo smo lahko poslušali takrat še vodja poslanca Svobode Boruta Sajovica, zdaj obrambnega ministra, da smo pravzaprav teh računalnikov kupili celo premalo, da bi jih potrebovali 200,000, pri čemer se še vedno kopiči na njih prah v skladišču in so nekako mogli dvigati vse te možne cenzuse, da so jih sploh razstavili. Da pa računalniki delajo dobro, najbrž. Delajo dobro. Menda. Kakšno recimo težo recimo pripisuješ tej aferi, oziroma kako, a smo tukaj tudi še priča nekim ponovnim reprizam v letu 2025, a se je to nekako zdaj zaključilo z odstopom Emilije Stojmenove Duh? Ne, zdaj je pač, v bistvu se mi zdi, da vsi oblastniki trenutni razumejo pač ta nek državni denar kot svoj denar, ne. Sej tudi poslanka Vonta, ne, ki je zasliševala tam enega urednika pač ene televizije v parlamentu in na tak način razmišljala, ne. Se pravi, zdaj vi silite te upokojence, da naš denar, beri moj denar od svoje male penzije vam daje za donacije, ne. Kako to upravičujete? Skratka, to je njihov denar, ne. In zdaj Emilija Stojmenova Duh je tja prišla, ni imela glih pametne ideje, kaj bi s tem denarjem počela, imela je enega zelo dobronamernega ali pa več njih prišepetovalcev, ne, ki imajo ziher kakšne prijatelje ali pa sorodnike v teh firmah, ki dobavljajo te računalnike in so rekli, kaj pa če bi mi kupili računalnike, ne. Jaz se strinjam z zdajšnjim ministrom Sajovicem, tudi 200,000 je premalo, jaz bi rekel 2 milijona. Je to recimo Erdogan pred leti imel v Turčiji, je imel idejo, da bi vsakmu kupil prenosni računalnik, ne. In pa bi v Anatoliji, tam, kjer še ponekod nima elektrike, bi pol žeble s tistimi laptopi zabijali, ne. To je v bistvu ekstrem tega, ampak internet pa itak ne dela, ne. Ja, mi gremo pač v to smer, ne. Se pravi, zdaj je 13,000, 200,000, naslednja bo že 2 milijona, ne. Skratka, to je tako bizarno, a veste, da kaj če človek reče, ampak spet, ne, ženska bi ostala tam, če ne bi pač na koncu, ne, tiste lučke jo malo odnesle. Zdaj jaz tvegam, da me bojo mogoče v enem delu lahko razumeli naši gledalci narobe, upam, da ne bojo, ne, še zdajle seveda ni 6 ali 7 milijonov, ne vem, za Litijsko ali pa za računalnike malo denarja, ampak ko si sprašoval o teži afer, ne, bi pa rekel vendarle, da so to aferice. Zakaj, ne? Ker prvo, se pravi, Litijsko je v bistvu Svoboda organizirala kot spletko proti SD-ju. Tukaj sem imel občutek, da je bilo malo obratno, pa je SD tudi prek zunanjega
zunanjega ministrstva nekako nastavil to diplomatsko afero o svobodi. Ne. Bi pa rekel, da zame nekako generalno je mati afer te vlade so v bistvu te Golobovi apetiti po policiji, za katere sem pa prepričan, da niti nimajo s politično situacijo nobene zveze, ampak z njegovo preteklo kariero v energetiki, kjer se po mojem boji, ne, kaj vse bi lahko bilo. Tako. In če dodam mogoče še to, se mi zdi, da te lučke so bile pravzaprav ključne pri Emiliji, zato ker je šlo za varovanje Klemna Boštjančiča, ne, ker če bi ona odletela zaradi računalnikov, ne, bi se lahko kdo vprašal, čak malo, kakšno vlogo je imel pa Klemen Boštjančič pri teh računalnikih, medtem ko je bila, dajmo reči, pri lučkah, ne, pač sama. Ne, se pravi, je lahko odletela sama. Imaš ti mogoče občutek, da je on zdaj kaj resno vzel ta svarila si k srcu, ne? Klemen Boštjančič. Ja, ker lahko danes beremo, da hod okoli po Ljubljani pa zahteva pač podkupnino, ne, pač 2 milijona za stranko, 1 milijon zase, ne. Se pravi, očitno je, da zdaj, lahko da to nič ni res, ne, ampak veliko stvari je, da nič od tega ne bi bilo res. Bi bilo pa to skromno, ne, ker pri 100 milijonski prodaji loterije je to samo 1% v bistvu, ne. Ampak, a veš, ne, se pravim, pač oni so tam zato, da delajo biznis, ne? In ta biznis je njihov privat biznis in ta njihov privat biznis razume kot nacionalni interes in za obrambo tega nacionalnega interesa so pripravljeni storiti vse. Zdaj, lučke so že bile ena taka bizarka, jaz sem rekel, da bi se potem Smreka na kongresnem oziroma v centru morala imenovati Emilija, ne pa ne. Zato gremo na bizarke. Ne. Mislim, da kar nas je v narekovajih zabavalo ali pa kar kdaj tudi zmrazilo, je ta influencerski par Robertina, ne. Vendarle Robert Golob vodi, ne, kot izvršno vejo oblasti in to državo. Potem, ko je torej ob kulturnem prazniku, ne, predstavil svojo novo spremljevalko že lani, Tino Gaber, se je do konca tega leta uspel tudi uradno ločiti od svoje nekdanje žene, Jane Nemec Golob, in prevzel podjetje Star Solar oziroma... Ki ga je prej imela ona, ne, tako, pa je uradno hčerka, ne. Z Gabrovo res ogromno potujeta, predvsem zasebno v bistvu več kot državniško, potem da omenimo nekaj teh odsvirkov, prvomajsko križarjenje z komiki, ne. Potem imamo Maldive, imamo Savudrijo, menda poleti Goloba praktično ni bilo na nobeni vladni seji, ne, vedno podaljšani vikendi in potem famozne olimpijske igre, Evropsko prvenstvo v nogometu, ne, tam v Parizu sicer Tine Gaber nismo videli, ker je bila preveč zadeta, pravijo, ne od česarkoli že. Golob je potem zgrešil celo vrh voditeljev v Ukrajini zaradi vseh teh tekem, ki si jih je bo treba pogledati, ne? Ja, tekme se ne bojo same pogledali. Potem imamo pa te nenavadne manevre, ki jih Tina Gaber pridno beleži tudi na svojem Instagram profilu, kot naprimer sačekuša oziroma zaseda za Donalda Trumpa. V Pariz je prišla, ne, v provokativni obleki, ki naj bi izražala njeno naklonjenost Palestini. Voodoo lutka je bila en tak velik prelom v digitalnem komuniciranju vlade, ne, za Janeza Janšo, in hkrati Gabrova pomaga celo Denisu Avdiću, ko pokliče, da bi imel nove helikopterje za nujno medicinsko pomoč. Kako vidva vidita v bistvu to razmerje med premierjem in recimo i prva dama? Ja, neč, ona dva sta dejansko Robertina, ne. Mi zdaj vidimo, da sicer na volitve je šel Golob, tudi za predsednika vlade je bil izvoljen Golob, ampak vladata skupaj, ne. Celo tako bi rekel, da ko se Golob nekaj odloči, se Tina odloči in ga malo prisili, da se tudi on odloči. On potem misli, da se je odločil sam v bistvu. Ker recimo, ta Trump se mi zdi tak tipični primer tega, ne. Golob je imel šanso, da se dobi na štiri oči s Trumpom, ko je bil na obisku v ZDA, ne. Takrat, ko je pač bil pri Bidenu, ne, 2 minuti pred koncem Bidenovega mandata, ne, to se pač ne dela, ne, posebej, ker Biden ni več kandidiral, se pravi, je bilo jasno, da kdorkoli bo izvoljen, Biden več ne bo, ne. Ampak okej, če je že tja šel, bi se pač moral dobiti tudi s Trumpom, ne. In je imel to šanso in so dali pojasnilo, da se ni dubil, zato ker bi letalske karte več stale, ne, kar je predvsem tem, kar smo danes že povedali, bizarno, ne. Jaz mislim, da se je ustrašil, ne. Ker on dejansko ne ve, kaj se s Trumpom tam na štiri oči, ne vem, 1 uro pogovarjal, ne. Je pa sposoben ga počakati za vogalom, ne, posebej, če Tina ta prva skoči, pa ga ustavi, pa se mu ona prva predstavi in potem pride Robi zraven in reče, jaz sem pa fant od Tine, ne, jaz ne znam brati z ustnice, jaz ne vem točno, kaj so se pogovarjali, ampak vtis je bil tak, ne, se pravi, imamo Tino, pa imamo fanta od Tine.
Mene to spominja na eno res bizarno stvar, ne vem, če to veste, ampak v Ameriki recimo je med influencerji v tem svetu, iz katerega tudi Tina Gaber prihaja, cel posel, ne, da se v bistvu najemajo kulise. Ti najameš kuliso zasebnega letala, potem narediš videe, slike in to objaviš, ne, češ gledajte, kako mi dobro gre, in ta zaseda za Trumpa je mene spominjala točno na nekaj takega. In drug detalj, na katerega bi pri tem opozoril, ne, pa sej Trump je najprej dal roko Tini, ne, šele potem tam nekje Golobu. In če nadaljujem, jaz tle še eno stvar, ki mi je bila zanimiva, mi je bila pa potem ta bizarnost medijskega poročanja. Ne? Torej, dobesedno ona dva sta zasedo postavila in potem smo lahko brali o tem, kako so se srečali. Celo videli smo fake fotografije, ne, fotomontaže, ko so izrezali sliko Trumpa in rekli, no tukaj sicer Robija ni videti na sliki, ampak to je slika iz sestanka med Trumpom pa Robijem, ne, kjer sta sedela na kavčih, ne, v resnici sta se dobila na hodniku, kjer dejansko, prvo tista zaseda, ne, že Macron je nekako kazal, dajte nehati, ne. In vsem tem pravzaprav zvemo vse zgolj iz, mislim, da Tininga. Ja, pa sej, veš, nje je za čestitati, ne? Ona za svoj biznis, ko že to imamo ta rdečo nit, te biznisi, ne? Za njen biznis je to super. Naš problem je, da je njen biznis rato zdaj državna politika Slovenije, ne? In Robi dejansko je tle šibkejša stranka v tem paru, ne? Že to, da zdaj je kar gospa Tina Gaber, ne? Ti vidiš, zdaj že na nekih uradnih komunikacijah vlade imaš gospa Tina Gaber, ne? Zdaj gospa Tina Gaber bo obiskala pač neko šolo in fotografije otrok bodo objavljene na vladnih spletnih straneh in na profilih gospe Tine Gaber, ne? To je ja res že uradno in to je zdaj že druga po Jušiču, ne, ki v bistvu svoj CV dopolnjuje med tem, ko Robi vlada v bistvu, ne. Ja. To je to, ne, se pravi, ona pač ta svoj biznis fura, ne, ona misli na prihodnost, polku ne bo več, ne, spremljevalka predsednika vlade, da bo imela pač od česa živeti, in problem je, da ji Robi to omogoča, ne, in tako sem rekel, on je tukaj prestrašen, da brez nje očitno ne more, ne. Sej, kje je najbolj sproščen, ne? Na tem križarjenju, pol zdaj na nekem božičnem ali novoletnem gigu Rebeke Dremelj, ne? Se pravi, mi prej nismo nikoli videli Roberta Goloba na to vrstnih prireditvah, ne? On ni bil prej neka javnosti neznana oseba, ne? Pač je bil že v politiki, bil je direktor GEN-I-ja, se pravi, na državni sceni bi ga prepoznali, če bi se udeleževal takih stvari, bi javno za to zvedla, ne? Ampak se ni, ne? On je zdaj na novo zaživel, ne? Preko Tine Gaber in je v smislu to svojo pač podobo, življenje in funkcijo. Obstaja pa tudi bolj disfunkcionalni par. Ja, ne, če bi lahko rekel, da sta nekako Tina Gaber in Golob vsaj navzven dokaj funkcionalen par, zdaj je vprašanje, kako je to z ene in druge strani videti, ne, pa kdo ima kakšne, bom rekel, motivacije, ne, za to, da ta par funkcionira, pa en par v slovenski politiki zelo disfunkcionalen, ne, relacija premijer, predsednica republike, ne, Golob, Pirc, Musar, zdi se, da je tam pa res nekje se ustavilo, ne, ona da se praktično ne pogovarjata. Potem smo imeli situacijo z guvernerjem Banke Slovenije, ki ga še vedno nimamo, zato ker se ne morata zmeniti. Oba potem sta si drug in drugega pošiljata vabila, ne, recimo predsednica republike Kitajskemu predsedniku, ne, zapletali se je pri varnostnem sporazumu z Ukrajino, ko smo imeli pol neke te, ne znam drugače reči kot bruke, ne, če uporabim ta slengovski izraz, ne, ko je šla predsednica v Kijev, da bi to podpisala, pa potem vlada tega ni pripravila in potem so bile neke kolobocije, kako to pripraviti, da ne govorimo o tem, da je vlada potem povsem ignorirala recimo ta teden, oziroma prejšnji teden, ne, nagovor predsednice republike v parlamentu, ne. Mislim, zdaj, kako pa to vidiš situacijo? Lej, mi imamo edinstveno situacijo, da poleg teh dveh še imamo predsednico državnega zbora, ker vsi tri najvišji predstavniki države pojma nimajo, kako se obnašati na svoji funkciji, in v teh 2 letih ali koliko časa pač so že na svojem položaju, niso se nič naučili s tem v zvezi, ja, ne. In tukaj imamo pač Goloba, ki trmar, imamo predsednico republike, ki trmar, ne. Nobeden ne razume, da je namenoma tako narejeno, da predsednica predlaga državni zbor pa izvoli, ne. In zdaj ona bi rada, da pač bo prepričala zdaj neke uporniške poslance, da so njeni predlogi pametni, ne, on bi pa rad, da predlaga tiste, ko on hoče, ne. In zdaj se oba okopala vsak na svoj breg, ampak
težavo ima skoraj večjo ona, ker pri Golobu smo že videli, da on, ne, če se je kaj naučil od Zorana Jankovića, se je naučil principa so what, se pravi, njemu je čisto vseeno, a ima guvernerja, a bo imel varuha človekovih pravic, a bo imel ustavne sodnike, ne, to so vse imenovanja, ki zdaj čakajo pač predsednice oziroma predlogi, ki čakajo na njo. Ona ima pa težavo, ne, ker če nič ne bo spravila skozi, ne, zakaj pol je na tisti svoji funkciji, ne. Hkrati je pa očitno ugotovila, da jo čaka reelekcija, če želi ponoviti mandat, ne, sicer čez 3 leta, ampak vseeno čas hitro teče in zdaj bi pa rada se nekako pokazala, da ona pa vendarle je nekaj ekvidistančna, ne, pa malo klofta Janšo, malo klofta Goloba v tem svojem govoru, ne razume pa, da če bi ona hotela, da jo vsi poslušajo v parlamentu, kar bi bilo prav za to državo, ne, ker to bi pol pokazalo, da je ona tista stična točka, minimalni skupni imenovalec cele države, bi se pač mogla potruditi za to, da bi jo vsi poslušali. Ona se pa ni potrudila, ona se pa potrudila zato, da tam nobenega ne bo. In naslednjič, ko bo govorila, še unih poslancev ne bo, ko so bili zdaj. Zdaj, jaz bi vam klekar mal nastavil en izziv. A vidva mislite recimo, da je pa z Golobom, če mu nisi v bistvu popolnoma podložen, ne, se pravi tako, ko gledamo v poslanski skupini Gibanja Svoboda, sploh možno biti v dobrem in korektnem odnosu. Jaz se to sprašujem in moj odgovor je bolj retoričen, da v bistvu niti ne, no. Ja, jaz ga toliko osebno ne poznam, ampak po tem, kar vidimo, bi jaz rekel, da on tudi v zasebnem življenju na ta način funkcionira, ne. Se pravi, edina, ki lahko ima nasprotno stališče od njega, je pač njegova Tina, ne. Ja, ne videli smo recimo, kako je to potekalo pri Urški Klakočar Zupančič in Mojci Šetinc Pašek, ne, ki sta hoteli biti malo glasni, ne, Mojco so odrezali, Urško so pokorili, da je potem postala, ne, od tistega trenutka naprej glavna, bom rekel, promotorka in zagovornica lika in dela Roberta Goloba, ne. In zdaj si je odprl novo temo, v bistvu, ne, ki je zelo povezana s temi karakternimi potezami in to je kadrovski vrtiljak, ki smo ga imeli, ne. In vrtel se je dejansko celotno leto 2024, nekako smo ugotovili, da premier potrebuje približno 3 mesece, pa čeprav potem samo državnega sekretarja imenuje za novega ministra ali pa potegne koga recimo iz svojih poslanskih klopi. Mal bom naštel, ne. Mateja Čalušić postala nova kmetijska ministrica, prej je bila poslanka, še prej pa oljkarka in natakarica, ne. 2 menjavi generalnega sekretarja Svobode, Vesna Vuković, potem pa Rok Marolt in po dobrega pol leta potem super funkcionar Matej Arčon, tako kot si rekel, nihče se ne sikira, ne. Že omenjena Stojmenova Duh, ki jo nasledi državna sekretarka Ksenija Klamfer, Marjan Šarec odide kot recimo temu, ne, da je bil prepoznan kot dokaj soliden obrambni minister, nasledi ga veterinar. Smo že zelo spustili standarde na te točki. Gasilci ga bojo pogrešali, ne, on za gasilce je po moje veliko naredil. In potem se ob tem vprašanju, kdo bo obrambni minister, kar nekako v naglici z navdušenjem velikim upokoji Rudi Medved, ne, iz penzije pa potegnejo potem Vinka Logaja, da nadomesti šolskega ministra Darjo Feldo. K temu bi lahko potem na hitro dodali še premik nekje drugje, ne, Kordiša zamrznejo Ice Age v bistvu, ne, v Levici in tudi to v bistvu razpadanje oziroma frakcijske boje v Levici smo v bistvu gledali celo leto, ne. Meni je zanimivo tukaj, ne, ko imamo v tej vladi, ne, človeka, ki je hkrati podpredsednik vlade, skrbi za javno komunikacijo vlade, hkrati ministruje Slovencem v zamejstvu, dobro, res zato ni najzahtevnejši resor od vseh, pa vendarle je minister, ne, in hkrati generalni sekretar stranke, kar pa tudi, mislim, da je res en full-time job za tistega, ki to resno hoče delati. Zdaj ne vem, je Svoboda tako neresna stranka ali imamo tazga super junaka v... Se Svoboda ni, ne, to je Robi oziroma pač od lanskega 8. februarja Robertina, ne, in to je to, kar tam je, ne. Ja, sej te kadrovske zadeve so res neugodne, ne. Že če gremo nazaj na direktorja policije, pa res ne najde enega, ko bi saj pogoje izpolnjeval, ne. Očitno ne, ne. Ja, unike jih ne znajo dovolj natančno pucati janšisto. To se pač vrti, ampak dokler lahko Golob razlaga, da za vsako menjavo so močnejši, ne, je to vse okej. In na koncu, a veš, tudi če bo vse ministre zamenjal, to ne bo nič poslabšalo njegovih možnosti, da po naslednjih volitvah spet vlado sestavlja. Ker on je enostavno dokazal, da tisto, kar šteje, je on in njegov osebni interes, a ne. Ker bili so poskusi tudi stricev iz ozadja, ne, da se ga že pred pač poplavami lanskimi, ne, zamenja in niso mogli tega narediti, ker enostavno za razliko od drugih prejšnjih teh instant nekih anti-Janša rešitev tipa Mira Cerar pač, ali pa Marjan Šarec, je Golob toliko močen in osebno, ekonomsko in pač s tem lobijem energetskim, ki stoji za njim, da se ga ne moreš na ta način z nekimi preizkušenimi
metodami znebiti in on pač ne, da se je vmes ušibil, on krepi to svojo pozicijo, ne, kar je paradoks. Šibkejša, ko je država, močnejši je Golob. Ja, kadri so pa res, se mi zdi, tle smo prišli na nek minimum, mislim, res na dno. Ali se daj še nižji? Mislim, da ne, ali bomo naslednjič klošarje potegnili? Zmerom se daj nižje. No, to je že predsednica republike rekla, ne, ko so je učitelj, zakaj njen soprog dobiva to nadomestilo, ne, da je njen soprog rekla, bi radi ene klošarje tu imeli, ne, na funkciji. Sej pač on dela trdo, jaz delam trdo, ne. Vsi oni delajo trdo, ne. Ja, pač enostavno standardi se nižajo in to bo ostalo, ne, ker kdorkoli bo pač prišel, ko bo prišel kdo nov, bo pač prišel na to zatečeno stanje, ne? In zakaj bi on pa potem imel više standarde, ne? Ali pa ona, če ni treba. Ne? Morda še to, no? Lahko Levica recimo preživi brez Mihe Kordiša, oziroma kako si pa to videl situacijo, recimo to kadrovsko znotraj Levice, recimo pred nekaj tedni smo lahko spremljali celo v tej večerni oddaji na 24 ur, ne? Kako je Nataša Sukič tam pošolala ko mamica upornega najstnika Miho Kordiša. Ja, to je zdaj vprašanje, kaj bo on storil. Ne? Zdaj, če bo on pač se nekako uklonil, ne? Pa ne bo šel samostojno na naslednje volitve, potem pač oni lahko spet pridejo v parlament. Če pa bo šel samostojno na volitve, bojo pa imeli tudi težave. Ne? Če bodo mediji pripomogli kaj k temu, da se bo šlo tu zdaj za neko bitko, kdo je prava levica. Ne? Zdaj, če bo neka prevladujoča informacija, da je pač Kordiš nek fanatik, ne? Ki se ga moramo vsi bati, potem pač bo levici lažje. Ne? Ampak dejansko vidi se, da slovenske politične stranke ne znajo več teh nekih internih konfliktov, ki so zmerno bili, pa različnih stališč, pa tudi različnega zadovoljstva posameznikov s tem, kaj so dobili, ne, od rezultatov na volitvah ne znajo več menedžirati. Ne, in vse posod smo zdaj pričali nekim izstopom, razhodom in tako naprej. Jaz bi na hitro glede Levice rekel, da se mi zdi, da so doživeli z vstopom v vladno koalicijo nek konc pubertete, medtem ko bi Miha še vedno hodil v petkih zvečer ven, tako nekako bi komentiral. Zdaj, ker smo bili na kadrih, ne, v bistvu ne moramo, posledično imamo rezultate, seveda take kot so, ne, čakalne vrste v zdravstvu, težave se hudo nakazujejo za industrijo, davčne reforme oziroma te razbremenitve dela ni nikjer, imamo pa cel kup diverzi, ki so pa tudi pomenljive. Ja, se mi zdi, da to pa, kar pa je vlada delala, ne, to so pa, ker sem šel malo čez seznam stvari, čez leto, kaj smo, kaj pa je ta vlada? Pa v bistvu ugotovil, da so pridni, ne? Kar nekaj so naredili, ne, pri čemer, pazi, ne, to poskus prepovedi veselic, ne, preplačene železniške postaje, zakon o omejevanju preiskovalnih komisij Državnega zbora, ne, tudi, okay, tukaj imamo neki fars, ampak okay, ne, priznanje Palestine sami, brez kakršnekoli razlage, celo mimo postopkov v Državnem zboru, zakon o uresničevanju kulturnih pravic narodov nekdanje Jugoslavije, zakon o prepovedi poveličevanja fašizma in nacizma, ne pa tudi komunizma, preimenovanje praznika vrnitve Primorske k matični domovini, prepoved martinovanja, dobro, to sicer je bilo bolj stvar poslanke Tamare Vonta in Emilije Stojmenove Duh, ne, in kaznovanje do koalicije kritičnih institucij, ne, Računsko sodišče in Državni svet z odvzemom že obljubljenih in zagotovljenih sredstev v proračunu. Ne. To se mi zdi nekako to, kjer je vlada res aktivno delovala, se mi zdi kaj neko metanje megle, zato da bi sicer spregledali, da pač na drugih področjih zdravstvo, davki, stanovanja niso naredili absolutno nič. Ne. Ja, mogoče metanje megle, mogoče pa tudi to, da hočejo prikrojiti Slovenijo po lastni podobi, ne? Ker skoraj vse je to, kar si našteval, pa saj velika večina tega je neki, ne? Ne smete delati tako, morate delati tako. Ne smete imeti tega, morate imeti to. Ne smete biti taki, morate biti taki, ne? Se pravi, oni dejansko razumejo, da so dobili mandat na volitvah zato, ker so tak fajn in zdaj bi radi oni, da smo mi vsi tak fajn, kot so oni fajn, ne? In to je nek osnovni problem, ne? Se pravi, ti ne rabiš oblasti, ki ti bo zdaj narekovala, kako ti živiš svoje vsakdanje življenje, ne? Oni pa glih tle čutijo največjo potrebo, da bi stvari spremenili, ne? Jaz bi rekel, da v bistvu to, če pogledamo, po mojem izhaja iz tega, kakšen mandat so dobili, pa kakšen imajo oni občutek na več kot polovici mandata, da ta mandat imajo. Jaz poznam kar nekaj ljudi, moram reči, ne, ko smo po enem letu recimo od menjave oblasti že nekateri kar osuplo gledali, kam je vrhunski menedžer zapeljal zadevo, ne, so rekli,
pustimo kozmetiko, ne, sej Janeza pa ni več, pa covida tudi ni več, pa plina ni več. Od covida ne bi bilo več. Ja, in hočem reči, jaz mislim, da so tudi oni, ne, Golob pa potem tudi piramida pod njim ponotranjali ta občutek, da se v bistvu je to dovolj. Ne? Ja, volivcev niso razočarali. Ne? V tem delu borbe proti Janši, ne, o antijanšizmu, v tem delu niso volivcev razočarali. In ta podpora, ki jo še zmeraj imajo po teh anketah, iz tega ven izvira. In ko Golob reče, se mi se bomo s programi ukvarjali v drugem mandatu, je to dejansko po mojem tako 4 leta, da pozabite na Janšo, potem bomo pa probali v naslednjih 4 mogoče celo kaj narediti. Ja, mene to spominja na predvolilno soočenje, ki smo ga imeli na nacionalni televiziji pred parlamentarnimi volitvami 2022, ko je Marjan Šarec vehementno izjavil, da je bil največji uspeh njegove vlade to, da je držal oblast 2 leti stran od Janeza Janše. Pa žičke. Pričemer, kakor zdaj stvari kažejo, Golob mirno ponovi mandat. Ne? Sicer ne tako, da bi zmagal volitve, pa to, ampak v tej Marjan Šarec varianti pa ja. S tem, da ko si lih omenil Šarca, meni se zdi, če pogledamo zgodovinsko, ne, da je to taka regresija, da se ti v bistvu Šarc, ne, s tistimi 13 poslanci ali pa še prej, da sploh ne govorimo o Cerarju, ne, ker smo tudi sicer rekli, da 40 poslanci ne zna voditi države. 33, Blasta v bistvu zelo dobra predsednika vlade proti temu, kar gledamo zdaj. Ja, nista imela toliko lastnega biznisa, pa nista imela toliko te potrebe, da v bistvu iz sebe delata. Medtem, ko ne vem, jaz se spomnim, da me je tisti mandat zelo novinarsko zaznamoval 2008-2011 od Pahorja, jaz sem bil recimo takrat prepričan, da nižje ne gre, a to zdaj izgleda po 15 letih proper, by the book v bistvu. Ja. Kar je žalostno. Zdaj, 2 stvari, ki pa lahko recimo damo vsaj nekaj malega, recimo tudi prispevka vladi, da jim je nekako uspelo. Uspelo delno. Obe zgodbi imata neko zvezdico zraven, ne bom povedal. Ena stvar je plačna reforma, torej zdaj, to je sicer bolj R od reforme, ali pa še to težko, ker so naredili bolj kaj linearen dvig. Da so in R v reformi pomeni razsipno, verjetno. Za 1,5 milijarde mislim, na naslednjih 5 letih. Dvignili so plače vsem in popravili številke, da nobenega tega razreda ni pod minimalno plačo, kar lahko rečemo morda hvalevredno. Hkrati pa z tem razsipavanjem v pravzaprav časih, ki se bližajo, ki najbrž ne bodo ravno rožnati, tudi nevarno. In na drugi strani Slovenija je, to pa je nekako edina stvar, ki sta jo uspeli obe vladi, torej prejšnja in zdajšnja, speljati nekako, torej dosegla to članstvo v varnostnem svetu OZN, mu je letos septembra celo predsedovala, kjer pa spet je delo naših diplomatov na koncu potem, lahko bi rekel, poteptal Robert Golob s tistim tolčenjem po pultu in zmerjanjem Benjamina Netanjahuja. Zdaj, ne vem, kako sta videla ta 2 uspeha, oziroma recimo, če v narekovajih rečemo uspeha? Jaz bom na hitro glede obeh stvari, mislim, plačna reforma je res v bistvu samo linearen dvig, pa bi tukaj kar končal s tem, medtem ko me ta gesta, ki jo je potem v OZN-u naredil Golob in tolku po pultu, spomnila tudi na prizor, ko se je postavil pred sveže zgrajeno tam prvo in edino hišo po poplavah, ker sta se tudi, tako kot se je prejšnja vlada že več ali manj zmenila vse glede OZN-a, sta se tukaj, mislim, da občina pa država pa še neki privatni pokrovitelji, vse dogovorili med sabo, on je pa rekel, tukaj smo in dobro nam gre v bistvu. Ja, zdaj, plačna reforma je v bistvu na nek način bila pomembna za vlado, ker je zaprla te neke konflikte z različnimi plačnimi skupinami oziroma poklicnimi skupinami v javnem sektorju, razen zdravnikov, ampak sej tam vlada noče zapreti zgodbe, to vojno proti zdravnikom rabi. Golob se je zelo dobro usedel na ta slovensko mentaliteto uravnilovke, se pravi, vsi moramo imeti približno enako in zdaj to vojno proti zdravnikom fura iz tega, ostalim je plače dvignil in jih je očitno na ta način utišal. Zdaj ta tolčenje po pultu je pa še ena predstava za Instagram Tine. Tista hiša je pa res fenomen vsega, ker ne samo, da ni imel nič zraven, ampak celo zaračunal je parcelo, se pravi, država je zaračunala pa dlje je trajal, parcelo, na kjer hiša stoji, ker kukor nima načina, da bi jim to neodplačno podarila. Skratka, Golob je z edino hišo, ki se je zgradila po poplavah, je dejansko zaslužil, ker je to prišlo, ne vem, mislim, da je 40,000 evrov tista parcela stala, tu denarja prišlo v državni proračun in on to itak razume kot svoj osebni. Pa smo spet na biznisu, pa na nepremičninah, zdaj
prej gremo od vlade malo k opoziciji. Poglavje, ki se ga bomo lotili, bi lahko nosilo tudi slikovit naslov. Ja, ne priznajem, ovaj sud ni predsednice. Ne. V zadnjem času zaznamujejo, lahko rečemo, te predvolilni shodi pred celjskim sodiščem. Nek uradni vstop v volilno kampanjo, bi jaz temu rekel. Janša napoveduje v bistvu, da bo obsojen v zadevi Trenta in organizira te shode proti krivosodju. Podobno kot ministri, ne, pa je tudi SDS bojkotirala govor predsednice republike v parlamentu. Hkrati pa spremljamo, oziroma je že zaključena dražba predmetov predsednika SDS za poplačilo sodnih stroškov. Zdaj, kaj se vam zdi, kakšno je to sporočilo stranke SDS? Mislim, da osebno, da smo nekaj podobnega videli pred desetletjem s to Patrijo. Nekateri pravijo, da zdaj Trenta tega čustvenega momenta nima takega, kot ga je imela Patrija. Lahko recimo to po zgledu Trumpa prinese zmago na volitvah ali v bistvu to sploh ni po zgledu Trumpa? Ja, zdaj dobro vprašanje. Zdaj kompleksno tudi zelo. Jaz mislim, da imamo mi zdaj, nekako smo postavljeni pred dejstvo, da imamo predstavo dveh podob Slovenije, pa se odločimo, kira je zdaj naša podoba. Ne? Na eni strani imamo to, da pride Tina s kočijo z darili za otroke in da z Robijem plešeta zavarovanci doma za ostarele, ne? Poje Alfi Nipič. Pri čemer mogoče sam detalček. Tina si je nekega mladca uspela najdeti celo v domu za ostarele, medtem ko je Robi korektno plesal z eno sivolaso damo. Ne? Zdaj pač s Tino ne more plesati vsak, ne? To je lahko priznamo. Po drugi strani imamo pa to Janšovo podobo Slovenije, ne? Pa to pač, kar se dogaja pred celjskim sodiščem, ko pač upijajo mafija. Ne? Ampak tukaj ga moram vsaj zato pohvaliti, da ko so začeli piti mafija, je rekel, ne žalite mafije, pa bila tišina. Ne? Se pravi, Janez Janša obvlada množico. Ne? Zdaj, recimo Golob, vprašanje, če bi prišel pred tako množico, če ne bi še bolj zakuril stvari. Ja, jaz bi rekel tako, no, ali si je Janez Janša v tem času mandata Roberta Goloba kaj razširil volilno bazo, moram reči, da si po moje ni. Ne? In da je pač tudi to, kar se dogaja pred sodiščem, namenjeno pač nekih mobilizacij tradicionalnih volivcev. Ne? Mogoče se celo poleg obsodbe, kar je verjetno realen strah, ker če so ga lahko obsodili v zadevi Patrija, ga lahko obsodijo tudi v zadevi Trenta, ne? To ni taka težava za slovensko pravosodje. Mogoče se poleg obsodbe boji tudi tega, da bi mu preveč teh volivcev odšlo k Pavlu Ruparju, ne? Ker zdaj Pavel Rupar redno organizira te shode, ne? Zdaj Janša začel svoje shode pač organizirati pred sodiščem, publika, nekak ikonografija in tudi, bi rekel, spremljevalni program sta dost podobna. Ja. Sigurno ni dobro, ne? Če šef opozicije sam organizira proteste pred sodiščem, kjer se vodi proces proti njemu. Ne? Ker ta prvič, ko je to bilo v zadevi Patrije, vsaj formalno so to bili drugi. Ne? Tam bil nek odbor, ki je to organiziral in to je pač pol ti lahko rečeš, ok, se je civilna družba sama organizirala. Zdaj v bistvu on to organizira, to ni fajn, ne? Ampak bi pa rekel, da tudi pravosodje si ne sme zatiskati oči, da cirkus, ki se dogaja na sodiščih, nima vpliva na cirkus pred sodiščem, ne? Ker predsednica republike ima prav, ne smemo mi rušiti pač zaupanja v pravosodje, ampak tudi pravosodje ne sme rušiti zaupanja samo vase, ne? In tu je pa ta problem, ker cirkus, ki se dogaja na sodiščih, je po moje en velik motivator in razlog za cirkus pred sodišči. Ne? To, da smo bivšega sodnika Radonjića videli uklenjenega, ko smo videli 3 ljudi uklenjene na slovenskih sodiščih, 2 množična morilca pa njega. Ne? Se pravi, to je neko zelo jasno simbolno sporočilo. Ne? Problem, ki ga pa jaz vidim, je pa ok, ne, vsaka stranka ima seveda možnost si izbrati dramaturgijo svoje predvolilne kampanje, ampak tukaj se v bistvu te naše uradne skupne institucije uporabljajo za kuliso. Eni uporabljajo sodišča, ne, recimo Urška naša, ki smo jo omenili, redno uporablja tisto dvorano za plenarne seje, potem lahko Robertini pripišemo, da uporablja celo tam Notredamsko, ne, katedralo. Ja, vse, kar se da posnet, Mirko, ne, vse, kar se da posnet. Zdaj, no picture, no story, pravi. Ja, najbolj me zgrozi, verjetno, ko se bojo volitve približvale, ko bo to začela že v intimi pa v svojem domu snemati in to objavljati, ne, tistega me pa reže zdaj strah. Zdaj, meni je zanimivo to, ne, po eni strani se mi zdi, da Janez Janša zelo natančno študira Donalda Trumpa, tudi uporablja nekatere njegove prijeme, ne, in dražba, in shodi pred sodiščem, in retorika v odnosu in do medijev. Mislim, da je dobesedno prevedel Trumpov odgovor nekemu novinarju CNN-u, odgovor RTV. Kot da mu pa en majhen delček te Trumpove formule ni jasen. Ne? Mogoče celo tisti bistven. Ja, bistven, ne? Bistven se vidi ta mentaliteta zmagovalca z mentaliteto žrtve. Ne? Trump je mogel zmagati, da ni šel v zapor. Ne? Zdaj Janša napoveduje, da bo šel v zapor. To je bistvena razlika. Ne? Se pravi, Trump je vse naredil za to, da ni šel v zapor. Ne? Janša pa zdaj pravi, da bo obsojen.
Zdaj ne vem, ali bo obsojen ali ne bo, ampak to je razlika med njim pa med Trumpom. Mislim, jaz moram, oprosti, vprašanje, ki se mi postavlja, ne, je to, ne, zdi se mi, da Janša tukaj betonira svojo trdo bazo in hkrati odbija marsikoga, ki je nekoliko bolj zmeren, sploh s temi retorikami, ki so nevarne. Tukaj bi se na te navezal, ker imam včasih, to je pogumna teza zdaj, ne, glede na to, da napovedujejo že pred celjskim sodiščem zmago na volitvah, kar jaz tudi verjamem, da bo, ne, ampak kot da bi Janši ustrezalo na nek način preživeti mandate v opoziciji ali pa še en mandat biti v opoziciji. Ja, sej, človek ga lahko tudi razume, ne, ker tisti hip, ko Janša prevzame oblast, se 3/4 Slovenije mobilizira proti njemu. Zdaj, kdo bi rad to torturo 4 leta trpel? Ne? 2 leti pa recimo že potrpiš. Jaz mislim, da je možnost, da si je on zračunal, da pač bo ta scenarij, ne, ki sem ga prej omenil, se pravi, Golob bo pač dobil tam Šarčevih 12, vsi ostali anti-Janša bojo dobili manj in Golob bo pač neko vlado tam pol sestavil, ki ne bo Janša. Ne? Janša bo sicer relativno zmagovalec v litu, taka vlada bo seveda šibka, zelo velika verjetnost je, da bo na polovici mandata iz tega ali onega razloga razpadla. Ne, potem je šansa, da Janša nekaj sestavil spet za 2 leti. Jaz mislim, da je on gotovo, če ta moja teza drži, da pač 2 leti še nekako, ne, na 6 let on lahko pač v bistvu ima oblast, da se mu to še na nek način izide, ne, vse kar je več od tega je pa katastrofa. Mislim, da je bila neka šala takrat, ko je nastopil tretjo vlado, ne, da vsako drugo prestopno leto je čas za vlado Janeza Janše. Ne, zanimivo mi je pa to, ne, ta retorika se mi zdi močna, ne, v smislu, mi bomo zdaj podrli pravosodje, oziroma krivosodje in postavili svojega novega pravosodje, ne, in ne, o kurbiščih in devicah. Ne, novega svojega, to smo videli, ne, sicer je res bila korona, ne, ampak jaz zdaj vprašam, zdaj pa nič slabega osebno o gospodu Alešu Hojsu, ampak to da njega za notranjega ministra, posebej v razmerah, kakršne so bile. Ker ti se moraš obdati z ljudmi, ki vejo, da tisti, ki je prvi, ki je frontman, on gre zmerom do skrajne meje, ne, se pravi, drugi ne smejo iti čez, ne. Zdaj, tam v SDS je pač teh par, ki te ne razumejo, en je tak je Hojs, ne, posebej še, če mu daš ta represivni aparat v roke, ne, vidimo pol, kaj se dogaja. En tak je recimo Branko Grims, hvala Bogu, zdaj je ratov evropski poslanec, se pravi tam to ni, toliko ne prije do izraza, ker je pač eden od 700 ali koliko jih je, ampak ti ne smeš imeti okrog sebe ljudi, ki hočejo iti čez tebe, ne, in Golobu je vsaj to treba priznati, da on tukaj nor, da težko najde kjerega, ko bi še bolj nor od njega, ne, se pravi, on gre res do skrajne meje, druge ne spusti čez, ne. Janši se je pa začel to zdaj dogajati, da mu ljudje čez hodijo in ko ti enkrat začnejo ljudje čez hoditi, ti težko pol to nazaj potegneš. Pa Urška pa žal bi blizu te nevarne meje, ne. Zdaj, tukaj je kot v bistvu prehod v naslednje vprašanje, se mi zdi to, ne, vprašanje, ali lahko recimo to pozicioniranje SDS-a na teh, rekel, ostrih okopih omogoči, da bi recimo neka bolj zmerna desna sredina, ne, recimo ali Logar ali Nova Slovenija, SLS, morda še kakšen nov akter, ki se napoveduje ali pa bi utegnil nastati na tem področju, ali bi lahko recimo oni kapitalizirali to Janševo držo in recimo prosperirali, ali je tukaj pravzaprav tega prostora zanje vedno manj? Kako to vidite? No? Jaz bi rekel, da to je mogoče neka tiha želja. Ne? Sam jaz imam glede pač teh blokovskih delitev, če hočete, v slovenski politiki imam neko zelo tako agnostično stališče. Ne? Se pravi, tle je razmerje med, pa bom zdaj zelo tako rekel površno, ampak sej vemo, o čem govorim, ne? Partizanski pa protipartizanski tabor je saj 60-40 v korist partizanskega tabora. Ne? Kaj hočem reči? Da vsi ti, ki so pač niso partizani, iz iste torte režejo si kosa. Ne? Zdaj, ni tako važno, a ima Janša pol torte, pa vsi ostali polovico, a ima Janša 2/3, pa vsi ostali tretjino, ali ima on samo 1/3, pa vsi ostali 2/3. Na koncu je torta še zmerom enak velika. Ne? In zdaj, najlažje bi bilo, če bi Janša dokazal, in zdaj v tem mandatu Goloba je res imel šanso, ne, da dokaže, da pač on je sposoben zdaj poseči preko teh nekih svojih plafonov. Ne? Ampak zmeroma, veš, mi se pogovarjamo o politiku, ki tam dobi 30% na volitvah, ne? Se pravi, to so rezultati za slovenske razmere top, ne? Ampak vseeno, lažje se mi zdi bi bilo to, kakor da ti zdaj rečeš, ok, Janša bo dobil 25, ampak tam bo dobil 6, ta bo dobil 5, bo dobil to. To je nekak recept, ki se ga strici poslužujejo takrat, ko nimajo nekega jasnega frontmana proti Janši. In mislim, da točno zdaj gledamo to. Ja, in ta recept vidimo tudi, če kao neki nasilo rata, kot je recimo pri Šarčevi vladi, na koncu ne rata, ne.
Mislim, da bomo, jaz se zelo nagibam k tej tezi, ki si jo postavil, da bomo gledali neko drugo metamorfozo Golobove vlade po volitvah, ne, kjer je samo res vprašanje odstotka gor, odstotka dol, mogoče največja neznanka v tej enačbi Prebilič. Ne, če bo sploh šel. Točno to, ker pa tudi slišim ravno nedavno, da sploh ni nujno, da bo in da od vsega tega kaosa v Ljubljani je tam v Bruslju kar fajn v bistvu. Ne, ne da bi on poslušal moje nasvete, ampak se glih poznava vlado, ne ga srat, ne. Mislim, pač človek je za europoslanec, razumeš, 5 let ima mir tam, čez 5 let bo komol še enkrat izvoljen, ne, zdaj bi se zdaj šel v to. Ne, sej, v teh nekih scenarijih nočne more, ne, tisto, kar je za mene najhujši scenarij nočne more je skoraj ta, da dobimo še enkrat vlado Roberta Goloba, ki jo omogoči Anže Logar svojo stranko. Ne. Ampak to ni čist nor scenarij, ker, a veš, na koncu, če bo tam 10% zmanjkal in bo prišel Rob in rekel, Anže, ti si za sodelovanje, mi smo za sodelovanje, ti zdaj ne moreš reči svojim volivcem, mi smo šli ven iz SDS-a zato, da bomo zdaj v opoziciji z SDS-om in, a veš, in se ti to zgodi. Zdaj si pa to predstavljali, ne, se pravi, kaj smo mi v teh 4 letih v bistvu tega mandata Goloba dobili. A se spomnite vidva, pa ravno v božičnem času je bil posnet s to tematiko filma Groundhog Day. Ne? Tam je glavni akter vsak dan stopil v isto lužo, Svizac je vsak dan napovedal isto vreme in skozi je bil snežni metež. In mislim, da je to zelo dobra metafora. Ne? Ja, skratka, še ena zgodba se mi zdi je zaznamovala to celotno leto, lahko bi jo poimenovali saga o Anžetu in Janezu. Ne, torej, neko celotno leto smo spremljali to razhajanje med Anžetom Logarjem in Janezom Janšo. Ne, začelo se je že januarja z nekimi zaostrovanjem, potem februarja s tistimi podpisovanjem izjav zvestobe, ne, ki jih potem Logar, Kaloh in Irglova niso podpisali. Ne, potem smo čakali, bo šel Logar na evropske volitve svojo listo, pa je to zamudil, pa hkrati potem govoril, da je pripravljen prevzeti SDS, če bi mu ga Janez Janša predal, pa je Janez Janša odgovoril, da SDS ni na prodaj. Ne, potem so jih presedali v zadnjo vrsto, ne, pa jim odvzeli funkcije. Na koncu, mislim, da konec leta, nekje konec septembra, oktobra, ne, naposled izstopi iz SDS-a in napove, torej, da se je pa zdaj začelo to veliko, ne, z novembrskim kongresom, ko ustanovi torej, novo stranko demokratov. Zdaj, ali je to res neka, recimo, kako ste videla to razhajanje, bilo to, ker se mi zdaj kar nekaj boleče, ne, se je to vleklo in hkrati potem nekoliko manj pompozno, kot smo morda pričakovali, ali pa kot se je napovedovalo, je ta stranka potem naposled nastala. Zdaj ocene, koliko pa odvisno od katero anketo pogledamo, ne, od 3 do 10% je nekako kaže trenutno, kakšno vlogo recimo bi lahko Anže Logar, ne, tukaj imel. Jaz bi rekel 2 ključni stvari. Prvo, jaz ne verjamem, da so dogovorjene, ne? Se pravi, to je neka teorija zarote, če že to vse nekaj dogovorjeno, to nista. In drugo, škoda je, da Anže Logar ni uspel tistega potenciala, ki ga je imel ob tem, ko je naredil ta platformo sodelovanja, ne? Se pravi, teh ljudi, ki niso bivši SDS, ohraniti pri tem, ko je naredil stranko. Ne? Zdaj jaz ne vem, kako se on z njimi pogovarjal, če se je, kaj so njihova pričakovanja bila v štartu, ne? Ampak kako je ustanovil stranko, je pač nastal nek ta vtis, ne? Se pravi, razočarani SDS-ovci, minus Kaloh, ne? S katerim se je skregal vmes, ni pa imel te neke širine, ni pokazal. Ne? Zdaj, a bo on zdaj v času do volitev ponovno lahko pokazal to širino, jaz mislim, da od tega odvisen to, ali bo dobil 3% ali 10% na volitvah. Ne? Če ne bo pokazal te širine, potem se bo pač boril za vstop v parlament. Jaz bi tako to evolucijo odnosa, ki si ga skozi mesece opisoval, pokomentiral, da je imel Anže Logar, mislim, da zdaj ne vem, kaj točno trenira, jiu-jitsu, tajski boks, nekaj od tega vem, pa da se malo poglablja v te zen tehnike meditacije, mislim, da je imel vaje v zenu, v bistvu s potrpljenjem. Ne? Na nek način je pa vmes tudi čakal, do kakšne mere ga bo po mojem Janez Janša javno demoniziral. Ne? In na ta način mu na nek način dal ta moment in zagon. Da bi naredil uslugo, da bi ga ven vrgel, ne? Ja. To se ni zgodilo in zdaj bi se zelo strinjal z Aljušem tukaj. Na točki, ko je ustanovil stranko, smo pa zdaj tam, ne, ko se lahko skozi mesece z nekim spretnim kadrovanjem, z nekim oglašanjem o pravih temah lahko gledamo ta razvoj na anketah navzgor ali pa tudi zelo hitro na anketah navzdol, sem pol bo zelo težko obrniti to zadevo. Ne. Zdaj, vprašanje je tle še to, se mi zdi, ne? Ali lahko
torej pridobi, ne, kot je Aljuž že rekel, neke širino kadrov, neke uspešne kadre. Zdaj vprašanje, recimo, v kakšni vlogi bodo ti, ne, recimo taj možganski trust, platforma sodelovanja, ne, torej recimo, ali bi ti ljudje, ne, ali bi nek Matej Avbelj bil kandidat za pravosodnega ministra ali pa kaj podobnega, ne. In po drugi strani, ne, kakšna je njegova zmožnost tega povezovanja, recimo, ki ga pa napoveduje nekako Matej Tonin, ne, na tem nekem zmerno desnem bloku, ne, da bi skupaj nastopili na recimo naslednjih volitvah in kaj bi to recimo prineslo. V tem kontekstu je mene presenetila izjava, ki jo je dal nama, ne, ko si ga ti vprašal, če bi bil recimo Jernej Pikalo minister, ne, šolski minister naslednje hipotetične vlade, pa je rekel ne, potem pa še korak dlje, to je bilo pa zdaj kakšne 2-3 tedne nazaj, ne. Ko sem Pikala prvič izrecno slišal v nekem studiu izreči, da še naprej ostaja član Socialnih demokratov. Tako da že v tem delu, recimo, ko govoriš o neki širini, se mi zdi, da so se stvari kar precej spremenile. Ja, to je sprememba, ker je Pikalo v enem intervjuju nekaj časa nazaj rekel, da ne bi bil minister v Janševi vladi, bil pa minister Logarjevi vladi. Ne? In jaz mislim, da osnovna ambicija Anžeta Logarja, ko je šel ustanoviti lastne stranke, je bila, da vodi pač prihodnjo vlado. Ne? Se pravi, njemu ni ambicija biti v Janševi vladi, pa nima ambicije biti v Golobovi vladi. Ampak jaz mislim, da se on čedalje bolj oddaljuje od tega, da bo vodil prihodnjo vlado, ne pa se približuje. Pa bi, recimo, vidiš to možnost, da bi lahko skupaj, ne vem, z Novo Slovenijo, SLS-om, ne vem, drugimi akterji, ki se še tukaj nastajajo, naredil neko sodelovanje, nek novi demos. Kako to misliš, da bi skupaj šli na volitve? Ali kot podpre volilna koalicija? Jaz bi jim to odsvetoval, ker smo videli projekt konkretno, ne, kako se je že temu reklo. Povežemo Slovenijo, ja, hvala, ko so pač vsi bili noter, ne, skoraj vsi živi in mrtvi, ampak racijo od zadnje je bil, vsak bo najdel enega, ko mu je všeč, pa bomo mi dobili veliko glasov. Ne. Izkazalo se je, da je glih obratno, vsak je najdel enega, ko mu ni bil všeč in pol niso dobili glasov. Ne. In tu se mi zdi, da zna biti enaka bojazen. Ne. Zdaj, če ti 3-4 neke stranke skup tam daš, ne, in ni nekega jasnega frontmana, ker vprašanje, če bi se vsi ti zdaj, recimo, dejanski pa potencialni, ne vem kaj, bi se dobili Tonin, pa kaj pa vem, pa Peter Gregorčič, pa Logar, pa to, pa bi rekli, ok, mi gremo na volitve z Logarjem, ne. Mogoče, ampak jaz ne verjamem, ne? Če pa ti nimaš jasnega frontmana, tako kot Povežemo Slovenijo ni imeli, ne? In so pol probali ga izumiti zadnji trenutek, neki iz Zelo banalno so se še kregali. Zdravko Počivalšek, ne, na Soči. Ni ratal, ne, ja, pa se ti bi bil bolj logična izbira v štartu že, ne, ampak se pravim, pa ni tega tukaj in zdaj, mi vemo, volitve so pač tekmovanje frontmenov, ne, in ti imaš zdaj tukaj Janšo, imaš Goloba, ne, pa imaš pa neko koalicijo, ki ni za Janšo, pa ni za Goloba, pa ni točno se ne ve, kdo je. To ne vem, če je glih za moj okus vsaj neka zmagovita kombinacija. Zdaj mislim, da si napelal na odnos NSI, SDS kar lepo, ne, ves čas se te dve stranki pomalem špikata. Po kongresu NSI-ja smo to najbolj očitno videli, ko je Janša s tistimi tviti Toninu povedal, nepovratno si zavozil, ker tudi če slučajno razmišljaš o naslednji vladi z mano, ni nujno, da bo. Ne. Čeprav vsi vemo, da bo. Ne. Če bo, ne. Potem je Tonin hiter govoril Janši, ne, pazi na svojo stranko, ker je bilo to ravno v času, ko se je Logar osamosvajal. Hkrati pa po eni strani tudi neka otoplitev odnosov, ne. Sicer je nefunkcionalna v veliki meri ta komisija za preiskovanje poslov v energetiki. Imeli so nek skupni protest, SDS protest, NSI okroglo mizo, ne, ki je omogočila v bistvu udeležbo na protestu. Skupaj tudi vlagajo interpelacije. Tukaj smo zdaj videli, da v bistvu te trije, ki so šli od SDS-a, služijo kot nek bypass za NSI mimo SDS-a. Ne. Po drugi strani smo pa gledali ta kar ogorčen interesni spopad v Kmetijsko-gozdarski zbornici, potem nek spodletel naskok Petra Gregorčiča v imenu, ne vemo, morda še čisto koga na SLS. Ne. Iz Bojan Požar pravi, da je on tako ego, ne, in tako trden, da nikoga, ja, v imenu samega sebe. Iz NSI pa je izstopil, ne, Lojze Peterle, ki, ne, pravijo spet poznavalci, da bi tudi pri tem izstopu lahko imel kaj zraven Janez Janša. Če govorimo o kaosu v vladnih vrstah, ampak moramo reči, da tudi ta opozicija deluje vedno bolj kaotično. Ja, zdaj pač Janša kot hegemon na desnici se obnaša kot Robert Golob, kot hegemon na anti-Janša. Ne. Se pravi, vsak glas, ki ne gre za Janša ali pa za Goloba, je stran vržen. Ne. In pač Janša to pač poskuša, dokazuje na vsakem koraku. Ne. S to razliko, da Janša razume, da pač
če bi hotel sestavljati vlado, da pač pol potrebuje partnerje, potrebuje NSI, potrebuje tudi druge in se tudi do njih, ko vodi vlado, bistveno drugače obnaša, kot se recimo Golob obnaša do svojih partnerjev. Ne? Janša v vladi ni uničeval stranke, ki so bile članice njegove koalicije, Golob to počne pač mimogrede. Skratka, odnos NSI, SDS je zapleten. Pač tem fantom, ki vodijo NSI, je treba priznati, da na zadnjih volitvah so dokazali, da so sposobni pač samostojno preživeti, ne, se pravi, da so lahko stranka, ki ni nek satelit SDS-a, to jaz mislim, da so v tem mandatu pač ohranili, ne, to neko vlogo in če bojo to še naprej lahko bili, je to v teh danih razmerah, ne, ob politično živmu Janezu Janši in ob, sicer zdaj je rekel Pahor, začetku konca tranzicije, ne, ampak to je verjetno tako, kot bi rekel Churchill, ne, to še ni konc, to še ni začetek konca, to je šele konc začetka, ne. Pač počakajo, mladi so še dosti, da vidimo pol, kaj se bo zgodilo, ko ne bo več tega. A veš, da sem točno to hotel vprašati. A smo, ko govorimo o kaosu na levi sredini, o vedno večjem kaosu na desni sredini, pa potem, če vključimo še nove akterje, ki vstopajo, se pravi Ruparja, Karla Erjavca, ki se vrača, Marka Lotriča, ki ne vemo zdaj, ali bo naredil stranko, ne. Potencialno Prebiliča, za katerega to tudi ne vemo, ne. A smo lahko taki optimisti, da povzamemo to Pahorjevo napoved, da najprej mora biti itak implozija vsega, se pravi ta kaos, da se potem zgradi nekaj novega, ali nismo nujno na tej poti? Ja, jaz ne vem, kaj se bo zgodilo, ne. Trendi kažejo to smer, da je zmerno več strank, ne manj, ne. Bi pa rekel to, da če bo Robert Golob ponovni predsednik vlade po naslednjih volitvah, da pač to pol zadnji ta nek tak mandat. Zadnji ples. Ja, in potem se bojo pa res morale karte na nov začeti. Pa je pa to za konec tudi recimo za Janeza Janšo. Torej, če bi rekli, da bomo, če bi si upali dati neko napoved, ki se mi zdi, ki jo nekako razumem iz vseh treh, da smo si tle dokaj enotni v trenutni situaciji, da vodi v smer neke sestavljanke raznih levih strank, ki bodo imele približno bolj ali manj 10%, ne, in na drugi strani enega močnega Janeza Janšo, ki je utrdil, kar lahko utrdi, požgal vse okoli in potem nekaj manjših akterjev, za katere je vprašanje, kako visoko bodo dosegli, torej recimo Nova Slovenija, SLS, Logar in še kdo, ki pač vprašanje tudi, kako bodo sodelovali in kdo od njih bo preživel. Predstavljaj si, kaj bi še bilo, ne, če bi to sestavljanko levo, ki si jo omenil, potem moral še zunaj vladno podpreti Karel Erjavec, na primer, ne, to bi bilo. No, Karel Erjavec, po moje, če bi bil v parlamentu, bi bil tudi v vladi. Najbrž res. On tega drugače. To, kar zna, ja. Njemu je pa jaz zaupati. Ja. Ne, ampak zdaj vprašanje, a torej do 2030 bomo pravzaprav imeli tako situacijo, oziroma ali bo leta 2030 potem, ki je bistveno drugače? Ja, ne vem, zdaj to je zelo težko vprašanje. Jaz mislim, da Janša si niti ne more privoščiti, da bi šel iz slovenske politike, ne. Pa tudi, če bi šel, vprašanje, če bi oni poštekali, da zdaj ni več Janša glavni sovražnik, da je nekdo drug, ne. Se pravi, to ni nek, bi rekel, zanga zelo preprost scenarij. On se lahko umakne, ko bo pač prišel nekdo, ki ga lahko nasledi, ne. Se pravi, nasledi v dobrem, se pravi, da lahko nosi take procente na volitvah, tazga do zdaj še nismo dobili, kot jih nosi Janša, in v slabem, se pravi, da ga bo oni prepoznali kot glavnega sovražnika, ne, namesto Janeza Janše, ne. In ko se bo tak človek pojavil, če se bo, takrat se lahko Janša umakne, ne. Če se ne bo, bo pa pač še naprej Janša, zato ker enostavno Janša je tu konstanta, ne, medtem ko na drugi strani so spremenljivke, ne, in zdaj ti konstanto ne moreš kar stran dati, moraš jo z neko drugo konstanto zamenjati in do zdaj pač te konstante še ni bilo. Ne. Če se navežem na ta scenarij, ki smo ga nekako skupno ocenili kot najverjetnejšega, me to spominja na tisto od Magnifica, pridi nocoj v Tivoli, bova plesala, v glavnih vlogah pa Robert Golob in Anže Logar, kot si rekel. Ja, ne, dejansko pač to povabilo na ples, jaz mislim, da je realno, da se bo zgodilo, ne, in potem bo vse to, kar se je, če do tega pride, bo zame vse to, kar se je zgodilo od takrat, ko je Anže Logar rekel na večer predsedniških volitev, da smo na začetku nečesa velikega, se bo pač sesulo v prah. Tisti ples, pa ne vem, ali bo ta plesala foxtrot ali valček ali tango, ampak tisti ples ne bo nič velikega. Če smem, sploh ne vem, zakaj me te komadi oziroma besedila tako dohitevajo med snemanjem te epizode, ampak ne komad, ta iz Tivolija se konča, naj vzame črna noč, kar je pa tudi pomenljivo, ne? Ja, to se v glavnem zgodi strankam, ki nastanejo za ene volitve, ne? Da jih vzame črna noč. No, pa bomo na tej točki naredili, bomo rekel, vejco. Tako? Ne? Torej, debata se nadaljuje, ampak
prihodnji teden. Tako. Torej, spoštovani gledalci, hvala, ker ste ostali do zdaj. Imamo še kar obilico tem, tudi mednarodnih, ki se jih do zdaj še nismo dotaknili, zato smo jih prihranili za nadaljevanje te oddaje. Se znova vidimo prihodnji teden, do takrat pa Prešernov, praznujte novo leto in lepo vstopite v novega, ko naj vas pa znova pričaka tedenski safari. Tako, epizoda 2, se vidimo prihodnji petek.